V vročih poletnih dneh marsikdo doma ne želi kuhati in še dodatno greti stanovanja, pa tudi v službi se med počitnicami, ko so sodelavci, s katerimi običajno hodite na malico na dopustu, včasih prileže dostava hrane. Preizkusili smo 4 pizzerije v Mariboru, pri katerih smo si istočasno naročili pico z dostavo do naše časopisne hiše. V prvi vrsti nas je zanimalo, kako dolgo bomo morali čakati na hrano, ali bodo vse pice dovolj tople, pa tudi finančni vidik je treba omeniti. Poleg različnih cen za pico, podjetja različne zneske zaračunajo tudi za dostavo in embalažo. Enotno je le, da prav vsi računajo tako dostavo kot embalažo. Kako pogosto kaj vozite pice ven? No, stop. Vsakih 5 minut gre ena, če ni več, ne? Bolj hitro še. Pa še kako drugo hrano vozite tudi na dom ali samo pice? Vse vozimo, od žave do lazanje, špagete, vse vozimo. Imamo testenine, imamo potem solate različne, pice, hamburgerje, pice nekaj največ. In je Hitri Gonzales vsaj tokrat upravičil svoj sloves, sicer ni prvi, je pa drugi. Kako dolgo traja po vas povprečju, da dostavite? Do 45 minut, ne. Pač, če ni, se stranka lahko pritoži, pa dobi zastonj pico, ne. Ampak vedno prijemo, v vsem času, ne. Kaj pa sicer, kako pogosto si ljudje naročujejo pice domov? Ja, kar pogosto, ne. Res pogosto. Zdaj, ko smo imeli ta turnir tu, metanje frizbija, je bilo tega zelo dosti, drugače pa je kar solidno. Niste zadnji, ste pa predzadnji. Nekaj več kot 3/4 ure. Kako dolgo ponavadi traja, da si dostavite pico? Pol urce, do 3/4 tam nekaj vmes je. Je bila zdaj? Ponavadi. Ja, rahla je. Ja, malo sem mogel pohiteti, ne. Lahko bi malo prej tudi, ne. Sicer, če bi, ne, vozil malo bolj. Ampak je treba pa predpisati, ne? Ja, pač ne. Sami plačujemo kazni, tako da zdaj, kako gledamo, ne. Tu smo zdaj na robu peš cone. Kako težko je avto nekje tako pustiti zaradi redarstva in vseh teh stvari in kako daleč bi nama prinesli pico v peš cono? Približno enako težko kot priti na Mars trenutno, po moje, glede na to, da so zdaj tu dol zaprli vse. Kako daleč bi prinesel, v osnovi kako daleč bi bilo potrebno, ne. Pač pica treba dostaviti, tako da. Ja, bi, ja, tudi, ja. Pač malo več mogel pešačiti, ne. Nič kaj ni takega hudega tudi, ne. Mestni redarji, če parkirate avto kar tako... Ja, vse 4 pustim, pa grem, tak, kaj te vem. Nisem še dobil kazni zaenkrat, zdaj če bo, pač kaj tečem, ne. Je bila taka gužva ali zakaj 1 uro čas dostave? Tudi v restauraciji imamo goste, ki pač pridejo pred dostavami, tako da zaradi tega lahko se tu malo zavleče. Kaj si ljudje bolj naročajo na dom pice ali pa drugo hrano, zdaj ko so počitnice ali pridejo k vam v restauracijo več jesti? Nekje enakomerno je, ti kaj pridejo, pa ti kaj si naročajo. Ni zdaj, da bi neka bila razlika. Med počitnice pač tako malo, ni toliko, mislim, da je več med dela v nekih. Imate slučajno kako klauzulo, če je več kot toliko pa toliko časa, da se ne plača ali nič takšnega? Mi te klauzule nimamo ali kakšne podobne zaradi tega, ker v bistvu se vsakemu gostu takoj, kakor hitro je možno, v osnovi se zapelje, tako da je to to. Vseh 4 pic seveda nisem pojedel sam. Takšnega podviga se lotim morda kdaj drugič. Na svoj račun so prišli še 3 sodelavci, s katerimi smo pice ocenili tudi glede na izgled, okus, obloženost ter testo. Upoštevajoč ceno in hitrost dostave, pa smo določili zmagovalca. Na prvo mesto smo postavili pizzerijo Ali, ki je pico dostavila v 25 minutah. Drugi je bil Hitri Gonzales, potreboval je 30 minut. Roma je za las zgrešila napovedano mejo 45 minut, ta čas pa so z 1 uro in 9 minutami krepko presegli pri taverni Sicilija.